Dober dan. Ko človek v teh dneh posluša medije, se zdi, kot da sploh ni več dobrih novic. Spopadi, radioaktivno sevanje, korupcija, politični spopadi, najlažje bi bilo vse preslišati. A težav s tem ne bi odpravili. Zato se je vredno soočiti z njimi na osebni ravni in tudi na institucionalni ravni. Poslanci smo se na tokratnem plenarnem zasedanju lotili najprej japonske krize, kjer se še zmeraj trudijo, da bi zmanjšali posledice jedrske katastrofe v Fukušimi. V Evropi je trenutno 195 jedrskih elektrarn in 19 v izgradnji. Od tega jih je 32 v Ruski federaciji in kar 15 v Ukrajini. Kombinacija potresa in cunamija je v evropskih razmerah manj verjetna, so pa druga tveganja. Tveganje ni mogoče nikoli povsem odpraviti, a ga je mogoče z ustreznimi varnostnimi standardi zmanjšati. Zato smo se poslanci zavzeli, da se v evropskih jedrskih elektrarnah opravijo stresni testi jedrskih reaktorjev. In ne le to, ustrezno je treba prilagoditi tudi merila za zagotavljanje najvišje stopnje varnosti v jedrskih elektrarnah. Odločitve o jedrski energiji so bile doslej prepuščene predvsem državam članicam. Ker pa morebitne posledice niso omejene le na eno državo, je morda sedaj čas, da se vprašamo, kakšne ukrepe naj sprejmemo v Evropi, da bo riziko kar najmanjši. Fukušima pa je spet prebudila antijedrske reflekse avstrijskih kolegov iz vseh političnih strank v Evropskem parlamentu, ki sedaj oblikujejo radikalne zahteve tudi do naše jedrske elektrarne. Naša pozornost pa mora biti v teh dneh usmerjena tudi na ljudi, na Japonce, ki so poškodovani ali ostali brez strehe nad glavo. Potrebujejo našo pomoč in tudi zato smo poslanci na minulem plenarnem zasedanju v Bruslju sprejeli resolucijo o solidarnosti in ponudili pomoč. Drugo krizno žarišče pa je tik pred evropskimi vrati v Severni Afriki. Razmere so negotove tudi v Siriji, pa v Bahrajnu in Jemnu. Ljudi, ki si želijo svobodo in demokracijo, je treba podpreti, pri tem pa EU ni učinkovita. Tudi zato je veliko nasilja in tudi zato ljudje bežijo. Na majhen italijanski otok Lampedusa je doslej prišlo več kot 15.000 beguncev. Včeraj se je zgodila še huda nesreča, saj se je potopila ladja z begunci. Poslanci Evropske ljudske stranke se zavzemamo za aktiviranje mehanizma solidarnosti. To pomeni, da si države članice pošteno razdelijo odgovornosti, ki izhajajo iz uvedbe integriranega upravljanja zunanjih meja in iz izvajanja skupnih politik azila in priseljevanja. Hkrati pa so pomembni tudi dolgoročni ukrepi, da bi se zmanjšalo število beguncev. Eden od pomembnih vzrokov za selitev ljudi je tudi iskanje dela, ne le varnost. Zato bi bilo treba v državah, od koder prihajajo begunci, ustvariti privlačnejše ekonomske, socialne in politične pogoje, da bodo ostali doma. No, naj ostanem še malo izven Evropske unije, pri dveh državah, ki si prizadevata za članstvo v Evropski uniji. To sta Islandija in nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija. Islandija je že pričela z pristopnimi pogajanji in ima dobre možnosti, da kmalu postane članica Evropske unije. Pred pristopom pa bo treba najti ustrezne rešitve glede ribištva in kitolova. Slednji je namreč v Evropski uniji prepovedan. Vprašanje, ki ga je treba rešiti, je tudi spor Islandije z Veliko Britanijo in Nizozemsko glede banke Icesave. Žal pa nekdanja Republika Makedonija še zmeraj čaka na začetek pristopnih pogajanj. Poslanci smo se zavzeli, da se takoj pričnejo. Kot veste, je še vedno precej težav z imenom te države, nekateri nasprotujejo celo temu, da bi njihov jezik imenovali makedonski. Sedaj je ta država celo v politični krizi. Veliko energije sem vložil v to, da bi bili Makedonci korektno obravnavani, pa to niti v Evropski ljudski stranki ni bilo lahko, zaradi ne tako tihe in šibke protimakedonske koalicije. V Makedoniji bodo predčasne volitve, kot vemo. Upam, da bo zmagala ista opcija, kot je sedaj, saj je Makedonija uspešno popeljala v različne reforme. Na našem dnevnem redu pa niso bile le zunanje politične teme. Ena od tem, ki smo ji posvetili več pozornosti, je gospodarstvo. Poslanci smo se o tem pogovarjali s predsednikom Evropskega sveta, Hermanom Van Rompuyem. Ponovno smo izrazili svojo kritiko, da mehanizmi za stabilizacijo evroobmočja delujejo preveč na medvladnem sistema na medvladni ravni. To pomeni, da so ključni akterji države oziroma vlade.
Žal pa tak sistem ne vključuje v zadovoljivi meri drugih evropskih inštitucij, niti parlamenta. Med gospodarsko-finančnimi temami naj omenim še razpravo o proračunu parlamenta za naslednje leto. Ta se bo zvišal za manj, kot znaša letna inflacija. Dejansko se bodo torej izdatki realno zmanjšali. Takšen odziv parlamenta je po mojem kar primeren glede na proračunske težave v večini članic Evropske unije. Jutri obeležujemo Mednarodni dan Romov, hkrati pa je Evropska komisija v tem tednu sprejela predlog strategije Evropske unije o vključevanju Romov. To je prva tovrstna strategija. Ukrepe sta nam predstavila pristojna komisarka Reding in pa tudi pristojni komisar Laszlo Andor. Poslanci si želimo, da bi v članicah res prišlo do izboljšanja položaja romskih prebivalcev in da bi se to res zgodilo, so po našem mnenju potrebni nekateri skupni evropski standardi na področju romske politike. Predvsem, kar se tiče področja zaposlovanja, kakor tudi izobraževanja, dostopa do stanovanj in pa zdravstvenega varstva. Sicer mi je veliko časa vzelo tudi usklajevanje amandmajev pri pobudi Mladi in mobilnost, kjer sem poročevalec. Usklajevanje besedila sem zastavil tako, da odraža mnenje čim več političnih skupin. V prejšnji fazi sem upošteval mnenje drugih deležnikov, zato verjamem, da bo na glasovanju na odboru in tudi na plenarnem zasedanju ta dosje dobil visoko podporo. Menim namreč, da šolsko polje, šolstvo nasploh ne bi smelo postati poligon za spopad med različnimi političnimi ali ideološkimi doktrinami. Precej pozornosti je med člani Evropskega parlamenta zbudila tudi izdaja dvoevrskega kovanca v Sloveniji. Poleg Franca Rozmeta Staneta je na njem tudi petokraka zvezda, ki je v nekaterih državah kot totalitarni simbol celo prepovedan. Slovenska demokratska stranka je pripravila pismo, sporočilo mednarodne javnosti. Pismo smo poslali tudi evropskim poslancem, no kolega Kacin se je ostro odzval in napisal vsem poslancem pismo, v katerem se obregnil obme in našo oceno polpretekle zgodovine. Njegovo pismo bom objavil tudi na spletni strani in sami si boste lahko ustvarili svoje mnenje o njem. Sicer pa je bilo to prvič, da se je notranji politični spopad prinesel tudi na polje Evropskega parlamenta. Naj bo to za danes vse. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost in vas lepo pozdravljam iz Strasbourga.